Na svetu sta dve vrsti ljudi. Tisti, ki sledijo in tisti, ki vodijo. Tisti ljudje, ki vodijo, teh je samo nekje 5%. To so ljudje, ki sprejemajo odločitve, ljudje, ki kreirajo dogodke, ljudje, ki izumljajo, ljudje, ki gradijo stvari, ljudje, ki manifestirajo. Ne? In potem je nekje 95% ljudi, ki te ljudi, ki vodijo, opazujejo. In zdaj imam zate vprašanje, kaj si ti, aktivni kreator ali opazovalec v življenju? Ali vodiš ali slediš? Jaz vem, da vsi ljudje včasih vodimo in včasih sledimo, samo vseeno, ko se gre pa za našo osnovno inkarnacijo in za naše življenjska poslanstva, pa moramo stopiti v čevlje voditelja in potisniti energijo naprej, ne? In premakniti energijo. Ampak glede na to, da govorim zdaj o voditeljstvu, niso tudi vsi voditelji pod narekovaji najboljši izbor, ker imamo dve vrsti voditeljev. Imamo voditelja, ki za svojim načinom vodenja uničujejo svet in druge ljudi, in imamo voditelja, ki za svojim načinom vodenja spodbujajo in gradijo svet. Ne? Tako da imamo in temne voditelje in svetlobne voditelje. In danes bi ti definitivno rad v tem mini dokumentarcu povedal o svetlobnih voditeljih. Nikoli me ni zanimalo uničevanje ljudi, uničevanje planeta. To dela tema, tema uničuje. Vedno me je bolj zanimala kreacija planeta, razvijanje ljudi, ustvarjanje novih priložnosti, ne? Kar pa delajo svetlobni voditelji. Tako da danes imam zate 5 točk, 5 znakov, 5 razlag, kdo je svetlobni voditelj, zato da ga lahko lažje v sebi prebudiš, da lahko lažje v sebi aktiviraš to voditeljsko moč in da lahko lažje mogoče svoje življenje spremeniš v tisto smer, v katero želiš, in seveda pomagaš drugim ljudem in drugim bitjem na tem planetu doseči tisto, kar oni želijo. Ne? Ker nazadnje lider to počne. Voditelj, oziroma angleška beseda lider, lider vodi ljudi proti skupnemu cilju. Lider premika mase energije zato, da se nekaj doseže, nekaj boljšega, da gremo ljudje na naslednji nivo civilizacije, da gremo ljudje na naslednji nivo življenja. Ne? Tako da zdaj imam zate 5 točk svetlobnega voditelja, pa sem si jih napisal, da ne bom katere pozabil. Prva točka, svetlobni voditelj s svojim delovanjem podpira vse okoli sebe. Kaj to pomeni? Svetlobni voditelj ne gleda samo tisto, kar njemu koristi, oziroma tisto, kar mogoče koristi ljudem, ampak gleda, ali njegov vpliv, njegova manifestacija, njegov leadership podpira tudi naravo, podpira tudi živali. Ker imamo trenutno zelo veliko primerov na planetu Zemlja, kjer so korporacije, ki rečejo, ja, mi ustvarjamo zelo veliko denarja, naši zaposleni imajo dobre plače in podjetje ustvarja velik dobiček. Na račun česa? Mnoge korporacije na tem planetu na račun svojega dobička uničujejo živalske vrste, uničujejo vode, uničujejo ekosisteme, ne? Uničujejo Lady Gajo. To ne moramo reči, da je svetlobni voditelj. Svetlobno voditeljstvo podpira vse. In kaj pomeni, da imaš ti svetlobni leadership? To pomeni, da tvoje dejanja, tvoje akcije, ki jih ti sprejemaš v svojemu voditeljstvu, ničesar ne uničujejo. Če nekdo postavi tovarno, ki sicer daje dobre plače in dela dobre izdelke, ampak istočasno zaradi te tovarne izgubi življenje na tisoče in tisoče živali, ki so živela prej na tistem ozemlju, ali pa se onesnaži podtalnica, reka, ki že milijone let teče na tistem ozemlju, potem to ni svetlobno voditeljstvo, ampak je voditeljstvo, ki uničuje. In svetlobni voditelj vedno pogleda svoje vplive na vse, ne samo na tisto očitno, kar moderni leadership dostikrat pač počne, pogleda samo te prve vplive, ne? Vplive znotraj zakonodaje, da jih zadovolji. Ne, svetlobni voditelj pogleda vplive na vse. Okay? In če vidi svetlobni voditelj, da škoduje nekim živalim, da uničuje nek ekosistem, potem ne naredi svojega dejanja, ne? Ampak vedno uskladi, da je dobro za vse. Evo, to je prva točka svetlobnega voditeljstva. Druga točka svetlobnega voditeljstva. Voditelj na planet prinaša novo zavest, nove energije. Svetlobni voditelj je nekdo, ki razvija civilizacijo. In ti ne moreš civilizacije razviti z že obstoječimi znanji.
Ti ne moreš nekega človeka peljati na višji nivo na načine, ki jih ta človek pozna, ampak mora biš dati nove informacije, nove pristope, nove izume, nove strategije. Ne? Tako da svetlobni voditelj je nekdo, ki ves čas z svojim leadershipom spodbuja, da je človek boljši, da je človek bolj inteligenten, da je človek bolj čustveno razvit, da človek bolj skrbi zase, bolj skrbi za planet okoli sebe. In non-stop motivira človeka, da postaje boljši v svoji veščini, da postaje boljši v svojih vizijah, v svojih ciljih in tako naprej. To je svetlobno voditeljstvo. In ja, na drugi strani imamo veliko starodobnih voditeljev, ki se držijo starih sistemov, ki so funkcionirali mogoče 100 let nazaj ali pa 50 let nazaj, ali pa glede na to, da se doba zelo hitro spreminja 10 let nazaj in to je že zastarelo včasih na tem planetu, ne? In se še vedno oklepajo starih sistemov in te stare sisteme forsirajo v družbo, ki se je že spremenila, ne? Svetlobni voditelj tega ne počne. Svetlobni voditelj non-stop prinaša svež veter, non-stop spodbuja ljudi, da so boljša verzija njih in non-stop gleda, kako lahko izboljša stvari okoli sebe. Ne? To je druga točka svetlobnega voditeljstva. Kako veš, da si svetlobni voditelj? Tretja točka. Svetlobni voditelj zdrži pritiske in polena, ki jih dobiva pod noge na svoji poti. Kaj bo zdaj to? Ko ti enkrat delaš za svetlobno energijo, to pomeni, da je tvoj namen, da želiš razviti svet okoli sebe, da želiš, da imajo ljudje boljše življenja, da želiš, da je zrak bolj čist, da je narava bolj čista, da so bitja bolj srečna, ne? Da delaš produkte, da delaš storitve, da je tvoj vpliv na planet takšen, ki dviguje veselje, radost, srečo biti okoli tebe, moraš vedeti, da včasih to nekateremu delu tega sveta ni všeč. Veš, planet Zemlja je dualen planet. Na eni strani imamo ful močno svetlobo, na drugi strani imamo močno temo. Ne? Na planetu Zemlja si ne moramo zdaj midva zatiskati oči, da je samo love and light, ne? Ljubezen in svetloba, tako kot nekateri mislijo, da je, oziroma si želijo, da je. Planet Zemlja je planet teme in planet svetlobe. Na planetu Zemlja lahko na enem koncu sveta vidiš, kako nekdo sedi rože, gradi ne vem, hiše, ki ne škodujejo okolju, snema filme, ki motivirajo in zdravijo čustvene rane. In na drugi strani sveta vidiš vojno, kjer se ljudje dobesedno ubijajo, kjer ljudje dobesedno ropajo drug drugega, kjer se snemajo filmi, ki uničujejo človeško psiho, ne? In to dualnost imamo na vseh področjih življenja, v vseh industrijah je ta dualnost. In ko pride svetlobni voditelj za svojo energijo, rasti, motivacije, napredka, ga včasih druga stran, temni voditelji želijo ustaviti na njegove poti. In potem svetlobni voditelj, ki želi spremeniti družbo na boljš, dobi polena pod noge od raznih temnih voditeljev, ne, in grožnje in se mu otežuje delo. No, svetlobni voditelj ima dovolj močno energijo, da se ne ustraši, da ne skloni glave in je ne zakoplje v pesek, ampak da naredi svoj namen, realizira svoj namen. Veš, je toliko energijsko močen, da se sfajta nazaj za tisto, kar on verjame, da je prav. Ne? To je tretja točka svetlobnega leadershipa. Četrta točka, svetlobni voditelj ustvarja zapuščino. Veš, svetlobni voditelj razume, da ni prišel na planet samo zase, ampak da z svojim vplivom, za svojo inkarnacijo, za svojim življenjem vpliva na tisoče in tisoče in tisoče ljudi okoli sebe in na naslednje generacije, ki bodo prišle za njim, da že njim polaga temelj za njihova življenja, njihove dosežke. In ne gleda samo kratkoročno za svojo zadnjo plat, ampak gleda širšo sliko. Ne? In svetlobni voditelj razume, da so nekatere spremembe, da trajajo dlje časa. Ne, ti ne moreš spremeniti včasih neke stvari v enem tednu. Ti včasih neko družbo ali pa neko državo spreminjaš več generacij. Ne? In svetlobni voditelj se tega zaveda, zato razmišlja o zapuščini, ki jo bo ustvaril. Svetlobni voditelj vedno pusti ful močno zapuščino za sabo. Se imamo veliko svetlobnih voditeljev na tem planetu. Ne vem, Nikola Tesla je bil svetlobni voditelj. On je razvijal tehnologijo, ki jo še danes ljudje ne uporabljajo. Še danes nekatere mesta pa države niso dovolj razvite za njegovo tehnologijo in bo njegova tehnologija prišla v uporabo šele, ne vem, desetletja kasneje od današnjega trenutka. Pa imamo svetlobne voditelje, kot je bila Maya Angelou, ki je pisala čudovite besede in učila ljudi o srčnosti. Pa Louise Hay, naprimer, taka svetlobna voditeljica bila, ki je že umrla, pisateljica, ki je učila ljudi čustvenega zdravljenja.
ne? In je ustvarila zapuščino, katera bo še desetletja in stoletja pomagala ljudem živeti boljše inkarnacije. In to dela svetlobni voditelj. Ne? Svetlobni voditelj nima tega narrow-minded oziroma ozkega načina razmišljanja, da vidi samo sebe, ker razume, da se ne gre samo za njega, da je njegov vpliv veliko večji od njegovega lastnega ega in da njegovo življenje da lahko ustvari veliko več dobrobiti in veliko več pozitivnega vpliva, kot pa samo tisto, kaj on osebno potrebuje. Ne? To je ena taka zelo zanimiva lastnost svetlobnih voditeljev. Ne? Prepoznaš drugače svetlobne voditelje tako, da razumejo, da ustvarjajo stvari, ki nimajo neposredno korist od njih. Veš, včasih so eni ljudje, ki ustvarjajo samo nekaj, od česar imajo neposredno korist. Svetlobni voditelj pa razume, da če bo zdaj posadil drevo, še dolg čas ali pa mogoče nikoli ne bo mogel sedeti pod njegovo senco, ampak generacije za njim pa bojo lahko sedela, ker bo to drevo v 30 letih veliko krošnjo ustvarilo in lepo senco. In svetlobnemu voditelju ni težko posaditi drevesa za naslednjo generacijo. In to je njegova zapuščina. Ne? In tukaj bi tudi rad povedal, veš, ne ti, ne jaz nismo na tem planetu samo zase in nobeden od naju se ne lasti tega planeta. Midva imava ta planet samo na uporabo za čas najne inkarnacije. In najna naloga je, da ustvarva vpliv, ki bo izboljšal ta planet. Tvoja naloga in moja naloga je, da smo se oba rodila za, ne vem, teh 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130 let, ne vem, koliko pač ljudje poprečno živijo, ne? Ampak v času teh let moramo narediti vpliv na tem planetu, ki bo izboljšal svet. In oba si želiva, da ko nekoč nekdaj zapustiva ta svet, da bo ta svet boljši zaradi tega, ker se je živela na njem. Tega se svetlobni voditelj zelo močno zaveda. Ne? In poglej vse te ljudi iz zgodovine, ki so izumljali stvari, postvarjali umetnost, katero še danes občudujemo. Še danes imamo ljudje, zaradi nekaterih ljudi, ki so že zdavnaj umrli, lepše življenje. To je svetlobni leadership. 5. točka. Svetlobnega voditelja. Svetlobni voditelj je vršilec dolžnosti. To pomeni, ko vidi, da nekaj treba narediti, to naredi. Ne? Včasih, veš, v življenju moraš reagirati, moraš narediti stvari, pride priložnost, moraš zagrabiti in jo izkoristiti, pride neka težava, neki izziv, ga moraš prijeti in ga moraš razrešiti in se tega lotiš. Nekateri ljudje na tem planetu čakajo in opazujejo in razmišljajo in razglabljajo in delajo sestanke in se konzultirajo in nič ne naredijo. Se dostikrat vidimo, nažalost, to v celotni svetovni politiki. Vsi se zavedajo problemov, pa nobeden nič ne naredi, oziroma zelo malo ljudi realno nekaj naredi. Ponovadi so samo neke seje, pa zbori, pa sestanki in referendumi in ne vem kaj vse, namesto da bi se ljudje realno lotili reševanja problemov, da bi se lider lotil reševanja problemov. Svetlobni voditelj tega ne počne. Svetlobni voditelj takoj, ko vidi, da treba reagirati, reagira. Ali je to ob 3 po noč, ali je to ponedeljek zjutraj, ali je to nedelja zvečer, zaradi tega, ker razume, da je namen, ki ga ima, pomembnejši od njega. Zaradi tega, ker razume, da so nekatere stvari bolj pomembne, da se naredijo, kot pa njegovo lokalno počutje, kako se on želi ta dan počutiti. In to je ena specialnost svetlobnih voditeljev. Ne? To ne govorim, da se ti žrtvuješ za svet. Sploh ne. Govorim pa, da narediš tisto, kar je treba narediti. Takrat, ko je treba narediti, zato da se zgodi tisto, kar se mora zgoditi. In to je neka odlika svetlobnih voditeljev. In tukaj je bilo 5 točk, kdo so svetlobni voditelji. In planet Zemlja trenutno hrepeni po svetlobnih voditeljih. Planet Zemlja potrebuje svetlobne voditelje. Kdo misliš, da bo peljal planet Zemlja na naslednjo stopnjo razvoja? Kdo misliš, da bo ustavil vojne? Kdo misliš, da bo izboljšal prehrano? Večina prehrane na tem planetu je slabe, zmanipulirane, noter ni dobenih vrednih stvari, vitaminov, vse skupaj je zapakirano v neke embalaže in je se mrtva hrana. Kdo bo spremenil prehrambeno industrijo? Kdo bo updateal državne sisteme, da ne bojo čakalne vrste tako dolge, da ne bo nepravičnosti, da se ne bo korupcija dogajala? Kdo bo rešil te zadeve? Svetlobni voditelji. Svetlobni voditelji v vseh branžah, ki bojo našli svoje poslanstvo in imeli tako močno čustveno inteligenco in duhovno inteligenco in fokus in energijo, da bojo sposobni narediti spremembe, ki jih ta planet, ta družba rabi. In okolikor čutiš, da je v tebi svetlobni voditelj, ki se želi prebuditi, ki se želi aktivirati,
ti z veseljem sporočam, da prihaja 2. oktobra spletni tečaj Atlantis Master. Atlantis Master je voditeljski tečaj, kjer te naučim veščin svetlobnega leadershipa, kjer te naučim izostriti energijo, komunikacijo, te naučim nastopati pred ljudmi, se soočati s težavnimi situacijami, te naučim se soočati z lastnimi sencami, zato da boš resnična sam sebi. Te naučim mnogih voditeljskih pristopov, zato da lahko vodiš svoje življenje in življenje drugih ljudi na najvišjem nivoju. Atlantis Master je program, ki ni za vsakega, je pa program za tiste ljudi, ki želijo narediti spremembo, ki želijo ta planet narediti boljši in želijo v to spremembo potegniti tudi druge ljudi. Traja 6 mesecev, zgodil se bo na spletu, vse se posname, dobiš skripto, dobiš celotne posnetke do konca življenja na voljo za uporabo, dobiš studijsko posnete voditeljske meditacije in še. Poglej si, 2. oktobra se začenja, zagotovi si mesto, zaradi tega, ker vzamem omejeno količino ljudi, ker res delam intenzivno z njimi in jim pomagam postati najboljši možni liderji, kot jim dopušča trenutna situacija. Tako da poglej si na povezavi, ki je pripeta nekje zgoraj spodaj ob tem dokumentarcu, imaš več informacij. Tako da zdaj pa čas, da tvoj svetlobni voditelj se odpre se svetu, da si priznaš svojo notranjo resnico o tem, kdo si in narediš tisto, kar je treba narediti, zato da bo tvoja inkarnacija zate ustvarila lepo življenje in za vse ljudi okoli tebe. Tako da veselim se, da se vidiva. In imej se lepo. Čau.